Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni danes v zadnji oddaji Kultura na dlani. V zdaj že preteklem letu smo v partnerskih mestih Maribor, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Velenje in Murska Sobota izvedli projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Z mesečno oddajo Kultura na dlani smo se projektu pridružili tudi na televizijah PTV, RTS, VTV, TV As in TV Vaš kanal. Pri oddajah, ki ste si jih lahko gledali vsak prvi ponedeljek v mesecu, smo poglobljeno poročali o dogodkih, ki so po programskih vsebinah izstopali v posameznih mestih. Skupaj z zadnjo oddajo smo predvajali 114 izbranih prispevkov partnerskih televizij in vas tako obveščali o dogodkih, ki so se zvrstili pod znamko EPK 2012. Današnja oddaja bo krajša, za začetek pa poglejmo v Maribor. Za Mariborom in partnerskimi mesti je pestro leto Evropske prestolnice kulture, ki velja za največji kulturni projekt v zgodovini samostojne Slovenije. Na osrednji slovesnosti v Mariboru so kulturno prestolovanje predali francoskemu Marseju in slovaškim Košicam. Kljub neugodnim razmeram so ustvarjalci slovenskega EPK prepričani, da so v danih pogojih uspeli ustvariti veliko. Prestolnica pa da je pustila pozitivne učinke. V letu dni se je v Mariboru in partnerskih mestih odvilo več kot 5200 dogodkov, ki jih je po oceni organizatorjev obiskalo več kot 2 milijona ljudi. V projektu je sodelovalo več kot 500 institucij in množica ustvarjalcev. Samo v Mariboru so zabeležili za 60% več dnevnih obiskovalcev in za 20% več nočitev. In kako se bodo Evropske prestolnice kulture spominjali nekateri Mariborčani? Lahko rečemo, da je kar poživilo zadevo, da se je marsikaj dogajalo, sam pa moram reči, da nismo bili vedno prisotni. Vedno več turistov je prihajalo, več raznolikih ljudi smo videli. Je bilo posebno leto za Maribor, seveda pa tudi zame. Bilo je toliko dogodkov, da resnično nisi v stanju pogledati seveda vsega. Sem si pa pogledala tiste stvari, ki jih ne vidiš skoraj nikoli potem več. Zelo narobe, če kdo razmišlja, da si za to leto potreboval ne vem koliko denarja, to sploh ni res. Neke stvari sem, neke par stopnic, ampak ostalo, toliko stvari je bilo, samo prišel si ali si se usedel in užival in neizmerno užival. Maribor je postal še bolj prepoznaven in da bo verjetno dolgoročno to tudi nekaj pomenilo. 17 milijonov evrov težak program za letošnje leto je postregel tako svetovno znanimi imeni, zanimivimi odrskimi produkcijami, kot tudi izvirnimi domačimi projekti. Tako se je med drugim v nekdanji tovarni odvil gledališki spektakel Faust romunskega režiserja Silvija Purkareteja. Na mariborskem hipodromu so gostili svetovno priznano akademijo gledališča s konji, dih je jemala tudi predstava Šuf o šuf maroških akrobatov. Evropska prestolnica kulture je v mesto privabila tudi svetovno priznane mislece. Med drugim pa so mesto oživili tudi številni drugi izvirni projekti, kot sta Center Cap in pa skupnostni vrt, kjer si lahko Mariborčani sami pridelajo hrano. Moram reči, da sem danes, glede na vse, kar smo prestali in glede na vse negativne in nestabilne okoliščine, izjemno zadovoljen. Vesel sem ne samo, da smo izpeljali zastavljeni program, ampak tudi, da so se ljudje odzvali, da so prišli na prireditve, da so vzeli projekt za svoj. In to je seveda tista največja satisfakcija, ki jo človek lahko doživi. Če smo si zadali na začetku dva ključna cilja, spodbujanje kreativnosti in omogočanje povezanosti različnih institucij in partnerskih mest, mislim, da nam je to zelo uspelo. Evropsko prestolnico kulture pa so ves čas spremljali tudi finančni zapleti z dolgom občine in države do zavoda. Grenak priokus pa zaradi pomankanja denarja in drugih zapletov pušča tudi nedokončana infrastruktura. Na prostoru, kjer naj bi stal Center Max z umetnostno galerijo, po več kot letu dni od postavitve temeljnega kamna zeva le gradbena jama. Infrastrukturo je Maribor načrtoval v nekih drugih časih, v časih gospodarske rasti, ko se je zdelo, da je možno na veliko graditi, prenoviti
mesto, vmes se je zgodila recesija, Maribor pa je nekako zamudil mogoče trenutek, ko bi se osredotočil na eno ali dve prioriteti in bi more biti potem tisto vendarle speljal. Po drugi strani za prihodnost ostaja velik izziv ne samo neuresničene investicije, ampak predvsem revitalizacija obstoječe industrijske dediščine. Mi smo predlagali denimo neuspešno TVT Boris Kidrič in pa nasploh uporaba zapuščenih prostorov v središču mesta. Takšnih praznih lukenj je veliko. Primer dobre uporabe po mojem je velika kavarna, ki smo jo letos spremenili v razstavišče, ki ga je obiskalo čez 20.000 ljudi. Maribor si je sicer naziv Evropske prestolnice kulture delil s portugalskim mestom Guimarães, ki je imel za program na voljo enkrat višji proračun. Evropska prestolnica kulture se je sedaj preselila v slovaške Košice in francoski Marseille. V slednjem naj bi za infrastrukturo in program namenili milijardo evrov. S predstavo Upor zemlje, ki je nastala kot plod sodelovanja avtorja Igorja Lumperta in v produkciji Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer je bila tudi izvedena, se je zaključila Evropska prestolnica kulture v Novem mestu. Upor zemlje je večmedijski projekt, ki vključuje različne umetniške zvrsti, od videa, filma do plesa, petja in žive glasbe. Glavna tema dogodka obravnava naravne katastrofe, ki so vse pogostejša oblika odpora, s katerim Zemlja bojuje boj za svoj obstoj proti današnji civilizaciji. V bistvu se je rodila čisto zelo spontano. V bistvu vse, kar se dogaja v tem današnjem cajtu, tako sem prišel čisto na eno tako idejo. Brez potresa, tsunami. Zelo zadovoljna in mislim, da ko bo ponovitev, da najbrž bom že kar pričakovala, da bodo dali še več od sebe. No, za nas in zame osebno je bila že zato težka, ker se še nikoli nismo lotili česa podobnega. Težka pa posebej zato, ker smo se res lahko zbrali čisto na koncu, če čisto po pravici povem, včeraj proti večeru je prišel zadnji član skupine in danes to, kar ste videli, je bila pravzaprav čisto prva res skupna vaja. No, mislim, da je danes povzetek vseh dogodkov, ki so sledili tako na glasbenem kot na vseh ostalih nivojih. Dejansko so prikazali tisto, kar se je skozi celo leto dogajalo in smatram, da ta povzetek potrjuje tudi opravičilo, za kar smo se trudili in za kar smo tudi namenili sredstva. V predstavi so nastopili Igor Lumpert in Resistance of the Earth Ensemble, Željka Blaksič, jazz plesalci Plesnega studia Novo mesto, mešani pevski zbor Pomlad, Klaudija Kotar in Nina Štampohar. To je v bistvu bilo zelo intuitivno. Jaz sem to počasi nastajalo par mesecev, že prej to v bistvu, ker je pol leta v bistvu, tako intuitivno. Tako, ko sem naprimer kakšno poezijo, ki sem najdel od ameriških indijancov ali pa od Ginsberga, pa sem imel eno skladbo, tako ko sestaviš en tak, kot kocka sestavljaš v bistvu. In pa v bistvu slika se pokaže na koncu. Prav za ta dogodek je nastala tudi nova avtorska glasba Igorja Lumpreta, ki povezuje različne glasbene svetove ter hkrati razvija inovativne oblike izpovedi in improvizacije, ki jih črpa iz pesmi Allena Ginsberga in ameriških indijancev. V bistvu sem zelo zadovoljen, še posebej z glasbeniki, ki so pokazali vrhunsko pripravljenost. Mislim, oni so to tako vrhunsko odigrali, da v bistvu smo se dobili včeraj popoldne, to se pravi, včeraj 5 smo šeli vsi skupaj zaigrali to. To je v bistvu zelo zahteven material, ritmično, zelo zahtevno. Sklepno dejanje Evropske prestolnice kulture v Novem mestu je za večino vpletenih strani pomenilo konec uspešne zgodbe, ki pa še ni rekla zadnje besede. V bistvu smo lahko zelo zadovoljni, saj smo bili koproducenti pri otvoritvenem dogodku in navsezadnje ga tudi zapiramo. Tako da je naš hram kulture, zares hram kulture. Ja, jaz mislim, da je bilo to leto edinstveno, kar se tiče kulture, kljub temu, da so težki časi in da se za kulturo namenja bistveno manj denarja, kot smo predvideli. To, da zaključili smo vse projekte, kot smo jih planirali. In za zadovoljstvom lahko ugotavljam, da nam je uspelo.
Edino mesto, ki ni uradno izvedlo zaključka projekta EPK 2012 je Ptuj, saj bo zaključek potekal v novi kulturno-kongresni dvorani, ki je trenutno še v fazi prenove v Dominikanskem samostanu. O največjem infrastrukturnem projektu vseh mest, ki bo tudi doživel svoj zaključek, pa vas obveščamo ob koncu oddaje Kultura na dlani. Pa da spomnimo, dr. Štefan Čelan, župan mestne občine Ptuj, je 30. septembra lani v poročni dvorani mestne hiše slavnostno podpisal gradbeno pogodbo k obnovi Dominikanskega samostana za potrebe kongresno-kulturne dvorane, ki zajema obnovo cerkvene ladje s spremljajočimi objekti z izvajalcem Strabag gradbene storitve d.o.o. Takrat napovedani rok dokončanja prenove pa se je kljub takojšnjemu pričetku gradbenih del odmaknil. Gradbena dela so potekala tekoče do faze, ko je bilo potrebno pričeti z konzervatorskimi, ki smo jih čakali nekje pol leta, zaradi nezagotovljenih sredstev niso začeli. Odkar so zdaj tukaj, sicer poteka po njihovem terminskem planu z manjšimi zamudami, tako da načeloma pričakujemo zdaj zaključek del nekje konec februarja 2013. Sredstva za konzervatorska dela niso bila zagotovljena strani države. Pa gre za sklep, ki nam je bil predan strani vlade, in sicer v višini 2 milijonov evrov za konzervatorsko-restauratorska dela in za arheološka izkopavanja. Zdaj ta denar je nakazan ali še bo? Ta denar je bil nakazan na ZVKDS za ta namen, za ta dela, v višini nekje približno 1 200 000 do sedaj, tako da še 800 000 evrov ostaja v zraku. Po preselitvi arheoloških najdb, ki so bile na ogled v cerkveni ladji in so trenutno spravljene v zabojih v kleti sosednje stavbe, nekaj artefaktov pa je na ogled v salonu umetnosti, so pod strogim nadzorom vsa dela potekala v skladu z načrti obnovitve Dominikanskega samostana v njegovi čim bolj pristni, prvotni podobi. Najpomembneje za to hišo je, da dobi nek namen, ki je primeren obstoječi hiši. Vsi ostali nameni, ki so bili do zdaj v tej hiši, se pravi neke funkcije, niso bile primerne za uporabo take hiše, tako dragocene, kot tudi zdaj vidimo, da se je pokazala kot taka. Se pravi namen, ki bo v popolnosti spoštuje obstoječo stavbo. Stavba bo očiščena vseh dodatkov, ki so bili potem, ko je bil samostan ukinjen, zgrajeni v njej v nekih 200 letih, ko tukaj ni bilo več samostana. V stavbi na samih stenah oziroma strukturi ni bilo nobenih posegov, odstranjeni pa so bili vsi naknadni dodatki, ki so se zgodili po razpustitvi samostana. Določene najdbe pa bodo javnosti tudi prezentirane v novi kongresno-kulturni dvorani. Za freske se je vedlo, kakšne so približno, razen ene freske, ki je bila kasneje najdena in ki je zelo dragocena na nekem mestu, ki jo noben ni pričakoval. Najpomembnejša najdba pa vseeno ostaja v cerkvi, se pravi grobnica, za katero se še ne ve, čigava je. Predvideva se, da je ali gospodov Ptujskih ali nekih njihovih naslednikov. Ona je bila najdena kot edina tovrstna grobnica v Sloveniji in bo prezentirana v prihodnje v tej glavni cerkveni ladji pod kongresno dvorano, ki bo nastala nad njo, nad prezentacijo teh arheoloških najdb. Kakšen bo torej končen izgled stavbe? Cerkvena ladja bo v popolnosti obnovljena, v njej bo glavna kongresna dvorana oziroma kongresno-kulturna prireditvena dvorana. Vsi ostali prostori, ki bodo prezentirani v prvi fazi, so nanizani okoli atrija križnega hodnika in križnega hodnika samega in v njih bojo vsi prostori, ki so funkcionalno potrebni za obratovanje takega centra. Zaenkrat smo tako še vedno pri prvi fazi obnove, sicer pa so napovedane kar 3. Kaj pa otvoritev? Ja, zdaj nekako računamo na otvoritev Dominikanskega samostana v drugi polovici aprila ali pa v čistem začetku meseca maja, kar se kaže kot zdaj izredno realen datum in si upam skoraj 100% trditi, da bomo pač takrat priča enemu res izjemnemu dogodku na Ptuju. Sama otvoritev bo nekako sestavljena zgodba glasbeno-gledališke produkcije, ki jo bomo nadgradili z posebnimi videoprojekcijami, z dinamičnim 3D prikazom, v bistvu tako zgodovine našega mesta kot zgodovine tega objekta. In jaz verjamem, da bo prireditev zanimiva, nova, sveža in da bo odmevala v prostoru še nekaj časa.
Sicer pa je pri prenovi dominikanskega samostana potrebno poudariti predvsem naslednje. Gre tudi za edini dokončan investicijski projekt partnerskih mest, ki se je zgodil v letu 2012 in dejansko v letu 2014 odpira svoje vrata. In gre za prvo vidno trajno posledico Evropske prestolnice kulture na Ptuju. In jaz si želim, da bo dokončana v doglednem času, v doglednem roku in da bo zaživela tako, kot si želimo in pač res nudila tisto stičišče kultur in modrosti, kot pač kot ga dominikanski samostan že nudil v preteklih obdobjih. Dokončana dvorana, torej nekje od maja 2013 naprej, bo po koordinatorkinih besedah v prvi vrsti namenjena kongresni dejavnosti, seveda pa bo na voljo tudi kulturnim in drugim prireditvam. S tem prispevkom zaključujemo zadnjo oddajo Kultura na dlani. Kultura je v slehernem izmed nas bogati in daje življenju drug pomen. Brez nje ne gre, zato si vzemite čas zanjo in uživajte v njeni strasti. Nasvidenje.